Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku. Bilo je 2 dni pred veliko nočjo in praznikom opresnikov. Veliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi Jezusa z zvijačo prijeli in usmrtili. Govorili pa so: Samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom. Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca in je sedel pri mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj: Čemu ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot 300 denarjev in denar dali ubogim. In jezili so se nanjo. Jezus pa jim je rekel: Pustite jo, kaj ji delate težave. Dobro delo mi je storila. Uboge imate namreč vedno med seboj in kadar hočete, jim lahko dobro storite. Mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila. Vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin. Tedaj je Juda Iškariot, eden izmed 12, šel k velikim duhovnikom, da bi jim ga izdal. Ko so za to slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim ga ob priložnosti izdal. Prvi dan opresnikov, ko so žrtvovali velikonočno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje? Tedaj je poslal 2 izmed učencev in jima rekel: Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: Učitelj pravi, kje je moj prostor, kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci? In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno. Tam nam pripravita. Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je prišel z 12, in ko so sedeli pri mizi in jedli, je Jezus rekel: Resnično povem vam, eden izmed vas, tisti, ki z menoj je, me bo izdal. Prevzela jih je žalost in drug za drugim so mu govorili: Saj nisem jaz. On pa jim je rekel: Eden izmed 12 je, tisti, ki z menoj pomaka v skledo.
Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal Sina človekovega. Bolje bi bilo zanj, da se ne bi rodil. Medtem ko so jedli, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite, to je moje telo. Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično povem vam, ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu. In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Jezus jim je rekel: Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Toda, ko bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo. Peter pa mu je dejal: Tudi če se bodo vsi pohujšali, jaz se ne bom. Jezus mu je rekel: Resnično povem ti, nocoj, to noč, preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil. On pa je še bolj vneto govoril: Tudi če bilo treba umreti s teboj, te nikako ne bom zatajil. Tako so govorili tudi vsi drugi. Prišli so na kraj z imenom Getsemani in Jezus je rekel svojim učencem: Sedite tukaj, dokler bom molil. S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Obšla ga je groza in je začel trepetati. Rekel jim je: Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in čujte. In šel je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega. Govoril je: Abba, Oče, tebi je vse mogoče, daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kar jaz hočem, ampak kar ti. Nato je šel in ugotovil, da spijo. Petru je rekel: Simon, spiš? Nisi mogel 1 uro ostati buden? Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno. Spet je odšel in molil z istimi besedami. In ko se je vrnil, je spet odkril, da spijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. Prišel je tretjič in jim rekel: Še vedno spite in počivate? Dovolj je, ura je prišla. Zdaj je Sin človekov izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo, glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal. In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 12, in z njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih veliki duhovniki, pismouki in starešine. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: Kogar bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga previdno odpeljite. Ko je prišel, je takoj stopil k njemu in rekel: Učitelj. In ga poljubil. Oni pa so stegnili roke po njem in ga prijeli. Eden izmed tistih, ki so stali zraven, je izdrl meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj jim je Jezus dejal: Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem učil pri vas v templju in me niste prijeli, toda naj se izpolnijo pisma.
In vsi so ga zapustili in zbežali. Neki mladenič pa je šel za njim. Ogrnjen je bil le z lanenim oblačilom. Zgrabili so ga, on pa je oblačilo pustil in gol pobegnil. Jezusa so odvedli k velikemu duhovniku. Tam so se zbrali vsi veliki duhovniki, starešine in pismouki. Peter pa je šel oddaleč za njim noter do palače velikega duhovnika. Sedel je s služabniki velikega duhovnika in se grel pri ognju. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili, vendar ga niso mogli najti. Veliko jih je sicer proti njemu po krivem pričalo, toda njihova pričevanja se niso ujemala. Nato jih je nekaj nastopilo in takole lažnivo pričalo zoper njega. Mi smo ga slišali, ko je rekel: Jaz bom podrl ta tempelj, ki je narejen z rokami, in v 3 dneh sezidal drugega, ki ne bo narejen z rokami. A tudi tako se njihovo pričevanje ni ujemalo. Tedaj je veliki duhovnik stopil v sredo in rekel Jezusu: Nič ne odgovoriš, kaj je to, kar ti pričajo zoper tebe? On pa je molčal in ni nič odgovoril. Veliki duhovnik ga je znova vprašal. Si ti Kristus, sin blagoslovljenega? Jezus mu je odvrnil: Jaz sem. In videli boste Sina človekovega sedeti na desnici moči in priti z oblaki neba. Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel: Kaj potrebujemo še prič? Slišali ste bogokleti, kaj se vam zdi? Ti pa so ga vsi obsodili, da zasluži smrt. Nekateri so začeli pljuvati vanj, mu zakrivati obraz, ga tolči s pestmi in govoriti. Prerokuj. Tudi služabniki so ga udarjali. Ko je bil Peter spodaj na dvorišču, je prišla ena izmed dekel velikega duhovnika. Ko je videla Petra, da se greje, si ga je ogledala in rekla: Tudi ti si bil s tem Nazarečanom Jezusom. On pa je tajil. Ne vem in ne razumem, kaj praviš. Nato je odšel ven proti preddverju in petelin je zapel. Ko ga je dekla videla in je spet začela govoriti okoli stoječim. Ta je izmed njih. On pa je spet tajil. Kmalu nato so ti, ki so stali zraven, Petru spet rekli: Res si eden izmed njih, saj si vendar Galilejec. On pa se je začel zaklinjati in prisegati. Ne poznam tega človeka, o katerem govorite. In takoj je petelin drugič zapel. In Peter se je spomnil besede, ki mu jo je Jezus rekel: Preden bo petelin 2-krat zapel, me boš 3-krat zatajil. In začel je jokati. Takoj zjutraj so veliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej ves veliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal. Si ti judovski kralj? Odgovoril mu je. Ti praviš. Veliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal. Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo. Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Ob prazniku pa jim je navadno izpustil enega jetnika, za katerega so prosili. S tistimi, ki so ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je ponavadi storil. Pilat jim je odgovoril. Hočete, da vam izpustim judovskega kralja? Vedel je namreč, da so ga veliki duhovniki izdali iz zavisti. Veliki duhovniki pa so nahujskali množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat jim je znova odgovoril.
Kaj torej hočete, da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj? In spet so zavpili. Križaj ga. Pilat jim je rekel. Kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj zavpili. Križaj ga. Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli so ga pozdravljati. Pozdravljen, judovski kralj. Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat in ga oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota, kar v prevodu pomeni kraj lobanje. Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. Križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali zanja, kaj naj bi kdo vzel. Bila je 3. ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: Judovski kralj. In z njim so križali 2 razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: No, ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš, stopi s križa in se tako reši. Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in so govorili: Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Kristus, Izraelov kralj, naj zdaj stopi s križa, da bomo videli in verovali. Tudi ona 2, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila. Ko je prišla 6. ura, se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure. Ob 9. uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom: Eloi, Eloi, lama sabachtani, kar v prevodu pomeni: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili: Glejte, Elija kliče. Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trs in mu ponujal piti z besedami: Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil: In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel: Resnično, ta človek je bil Božji sin. Bilo je tudi nekaj žena, ki so gledale oddaleč. Med njimi Marija Magdalena, Marija, mati Jakoba mlajšega in Jozeja ter Saloma, ki so ga spremljale, ko je bil v Galileji, in mu stregle, in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem. Že se je zvečerilo, ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto, je Jožef iz Arimateje, ugleden član velikega zbora,
ki je tudi sam pričakoval Božje kraljestvo, pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Pilat se je začutil, da je že mrtev. Poklical je k sebi stotnika in ga vprašal, ali je že dolgo, odkar je umrl. Ko je to od stotnika zvedel, je truplo podaril Jožefu. In Jožef je kupil kos platna, Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je bil vsekan v skalo. Nato je zavalil kamen k vhodu v grob. Marija Magdalena in Marija Jozejeva mati pa sta opazovali, kam ga je položil. Slavo so peli oni na tvoji poti v trpljenje, časti kraljevi si zdaj, ko ti prepevamo mi. Slava ti, hvala in čast, o kralj naš Kristus rešitelj, ki ti mladostni je cvet, klico Hozana pozdrav. Všeč so ti bili oni, še naša najvšeč ti bo dan.